Dober dan in dobrodošli v mojem novem vlogu. Ta vlog bo malo razpotegnen skozi cel januar. Pa si poglejmo nekaj januarskih utrinkov. Nahajam se v Škofji Loki, kamor sva prišla z Matjažem po njegovo novo kolo. Smejte se, ti greš pa nazaj, zato bi bila Tako novoletno vzdušje in prazniki so že zdavnaj mimo, ampak vseeno vam pokažem, v kakšnem apartmaju smo za novo leto prebivali. Bili smo v Portorožu, apartma je bil precej velik, primeren za dve družini, v bistvu 3 spalnice, 2 kopalnici, velik dnevni prostor in pa čudovit pogled na morje. V času bivanja na obali smo obiskali tudi Piran, naredili en tak kratek sprehod, šli na eno kavico in tortico in potem smo se odpravili proti apartmaju spakirati, ker smo šli naslednji dan domov. Kjer sem bila jaz, sem se si lahko peli tukaj. Doma sva z vnukinjo naredili 3 rastlinske terarije, 2 sva dale za darilo, eden je pa za vnukinjo. To the city streets, we began
began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Je pa letos na Goriško prišla tudi zima in pa sneg. Po 12 letih nam je malo zasnežilo in prineslo te zimske radosti. Isti dan sva bila z možem povabljena na predstavitev zgodovine in razvoja smučanja na Primorskem, ki se je dogajal na gradu Kromberk. In vam nekaj utrinkov pokažem tudi z tega dogodka. Na levi je rupa in spodaj pod gozdom slutim tiho dolino z Blotkova skakalnica. V bistvu te sliči so točno take, kot je to opisal Edmund Čibej v svoji kroniki. Približno 2,40 m so bile dolge, priložena ena palica, seveda, ki omogoča telemark tehniko dovolj. Tu sta Stanko Veljkovna in Bogdan Norčič, tudi oba pokojna. Norčiča se verjetno spomnite, ne? Žal je ta kulisa, ki nam je sicer pričarala kot nalaž eno tako zimsko vzdušje za današnji večer, tudi zagodla malce nekaterim obiskovalcem. Bomo pa zato imeli priložnost, da še kdaj dobimo srečamo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the Dobro jutro. Ura je 7:30 in čakam majstre. Matej je šel v službo, jaz pa sem z majstri, ker bomo belili stanovanje. Vsake toliko časa je treba malo prebeliti, čeprav smo belili približno 2 leti nazaj, sicer takrat ne vseh prostorov, no zdaj pa sva se odločila, da pa v kompletu prebeliva celotno stanovanje. Prebelili nam bojo pa z nekim novim materialom. Ta belež vsebuje drobce oziroma zdrobljeno keramiko. Ne bi bile stene potem tudi malo bolj tople, oziroma zdaj ali bo to tudi kaj zaščitilo dodatno, menda da ja. Tako da bo kot neka taka izolacija. Bomo videli, kako bo ratalo, pač poskusimo. To so take stvari, ki se mora vsake toliko časa malo osvežiti stanovanje, pa je prav, da se dela sproti, ker potem je manj dela. Že tako so se pokazale pod tem beležem neke napake, pa neka vlaga, pa smo rekli, moramo to sanirati. Mi pa hodi, moram reči, kar malo narobe, ker sem prav neki bila zabasana, neki prehlajena, grlo me je dejalo, ampak ok, zdaj sem že skoraj ok. Tako, zdaj pa ura 7:55, grem počasi dol. Mislim, da bojo majstri kar vsak čas prišli. Včeraj so prišli 7:08, tako da danes so rekli tudi, da bojo nekaj tazga, da pa variira glede prometa 10 minut gor, 10 minut dol. Tako da v roku 15 minut bojo zagotovo tukaj. To je tudi veliko vredno, da recimo, ko smo se zmenili za določen termin, za določen datum, so se tega tudi zelo držali. No, saj kakšno stvar tudi mi dva lahko pobeliva, to ni problem, ampak recimo največ problem je ta strop. Ker se mi zdi, da nekako ne prideš do vrha, če nisi nek majster, če nimaš neke lojtre, da obvladaš in se mi zdi, da predvsem ta stena je prav problematična. In tle se je tudi pokazala neka vlaga. Aha, zdaj so pa prišli. Ja, včeraj so vse najprej zaščitili, tako da danes bojo pa belili. Tako da upam, da bo pol tudi malo manj čiščenja. Zraven je prišla tudi ena gospa, ki malo bolj po žensko pogleda, kako fantje delajo.
Tukaj vidim, da so dali nek trak. Tako izgleda. Takšno imamo, ja. Malo imamo v razsulu, ampak tudi to bo mimo. Bomo pa videli čez 2-3 leta, kako se dejansko ta material obnese. Ker se potem šele po tem času lahko, se mi zdi, da neki oceni, ali je to ok ali ni. Bomo videli. Garantirajo 10 let. Tako dajo garancijo. 3 dni so bili v zgornjem nadstropju, potem so se spustili dol v spodnje nadstropje in tle bojo pa še 4 dni, da bojo pač vse porihtali. Predvidevamo skupaj 7 delovnih dni in bo vse pobeljeno. Včasih bi človek hotel sam vse to rešiti, ampak ne prideš nikamor. Evo, tile tu primi, rokavček zaviha malo, tako pravi delavec. Tu primi in pridi za mano. Ti bom pokazala, kje lahko nasloniš. Kar pede za gospo. A vidiš, vse posod je belo, ne? Razen tukaj. Zdaj pa tukaj gor nasloni malo. Tako. Z eno rokico lahko. In potem tako rolaš gor in dol, dokler barva na steni ne postane enotna z ostalo podlago, ki je gor. Ne sme se videti, ne? Tako razmažeš, izvaj. Tako razmažeš en velik krog. Le tako spusti malo, te bom pokazala. Tako ga nasloni gor in ga vleče gor, dol. In tako razmažeš vse robove. In zrahla lahko držiš, ni treba se mazati. Evo. Kar korajžno, veš? Kar gor, cela stena, ja. Kar z eno rokico lahko poskusiš. Viš, gre tako. Ti še jaz pokažem. Vse znaš, o, bravo, bravo. Vse gre. A je v redu? Boš pozdravila babico pa nono? Pa nono, to pa mamico. Živjo! Kaj pa delaš? Jaz skijem nekaj barva. Ja, pleskaš, ne, stene, da bojo bele in lepe. Kaj, lahko še tukaj. Tukaj so vse zaščitili. A vidiš, kaj smo se umazali? Je treba. Tako, ne, smo se umazali malo. Ampak to spada zraven. Lahko še tukaj gor. A gre, v redu? Dej. Bravo. Čakaj, to odmaknem. Ojla, kako smo? Živjo. Boš pozdravila? Živjo! Živjo, si pridna. Ja? Si trebala priti 2 dni prej. Dobro jutro. Čaka me čistilna akcija, seveda vseh prostorov. Vse smo prebelili zdaj, delavci so včeraj končali, tudi oni so vse počistili, ampak jaz
moram zdaj še počistiti umare povrh, pa šipe, potem vrata, ker to se kar nabere k vrhu. Sicer ni videti, no, ampak zagotovo, če so kaj brusli, se potem prah usede vse posod. Tako da bom zdaj to počistila, najprej se bom lotila zgornjih prostorov, potem se bom pa preselila spodaj. Z ekipo teh pleskarjev sem bila zelo zadovoljna, zelo so bili v redu, pazili so na stvari, ker jaz sem kar občutljiva pa sitna. In veste, kako so me zjutraj presenetili, ko so prišli. Včeraj so mi prinesli kavo s Petrola. So rekli, vemo, da imate kuhinjo zapakirano, da ne morete niti kave skuhati. Pa smo vas hoteli malo razveseliti. In so me zelo razveselili s tem. Ja, zelo sem zadovoljna. Ko sem vesela, da imamo zdaj za par let mir. Tako, zdaj to sobo sem uštimala v nulo, en dan še zavese operem, ne bom danes, ker je pač nek poseben sistem, neka napeljava s tistimi vrvicami, tako da moram tisto dol sneti, tisto si moram prav en dan čas vzeti, tako da bom potem uprala, namontirala in potem bo pa tip-top soba. Zdaj pa naprej druge prostore, lepo počasi, bo že. Ampak to je neko spomladansko čiščenje. S tem, da pa moram povedati, da tisto pravo spomladansko čiščenje še pride, ko bom spet kakšne stare stvari stran metala. Nekaj bom že zdaj poskusila čim več zmetati stran, ker je neuporabno, ker nismo par let uporabljali, pa kar nekaj šparam. Ne vem, sem kot tak hrček včasih. In mož prav tako, vse stvari, ki se dajo kupiti, ki niso neki spomini, fotografije in take stvari, ki imaš res za spomin. In kar se da kupiti, se lahko zmeče stran in se naredi malo čistke. Je pa tako, ne? Pri vsakem takem delu se tudi kakšne stvari poškodujejo, tudi če paziš, se mi zdi, da se vseeno lahko kaj uniči. Sem videla tle, na primer ta zaščitni trak, ki so dol vlekli, so celo linijo dol malo poškrabljali. Jaz sem mislila najprej, da je to kaj umazano, pa vidim pol, da je prav potrgano. No, tudi v kopalnici sem opazila eno poškodbo in sicer jim je očitno tle nekaj dol padlo, tako da je tle ta poškodba. Potem pa jim je očitno padlo tukaj dol in potem poškodovalo še ta pokrov. Bomo videli do konca, če se bo pokazala še kakšna druga poškodba, kot ta, ker ta je pa kar velika, ne? Tako, to bi bilo za ta vlog tudi vse. Hvala za vašo pozornost, bodite fajn, mi pa se vidimo kmalu. Čau, čau!